Nogomet vse odločneje briše mejo, ki jo je v preteklosti postavilo prepričanje, da je to zgolj moški šport, neprimeren za nežnejši spol. Vse manj je klasičnih stereotipov na to temo, kakršen je recimo tisti o prepovedanem položaju. Jaz vem, ker sem že toh tekem pogledala. In tudi vaši otroci igrajo? Vsi trije. 2 punce pa 1 fant. Super. Ni samo družinsko okolje tisto, ki briše stare predsodke, kajti veliko deklet in žena je danes aktivno vpetih v nogomet. Za še večjo popularnost si Mednarodna nogometna zveza prizadeva tudi z akcijo, ki jo v Sloveniji poznamo pod sloganom Živi svoje sanje. Poteka od leta 2011, od lani tudi v Sloveniji, po Marčevski v Kopru je drugo letošnjo gostil ljubljanski stadion železničarskega atletskega kluba. Še vedno v ospredju rušenje stereotipa o ženskem nogometu, se pravi, da vsaka deklica dobi priložnost, da igra nogomet, isto kot recimo fantje. V Sloveniji je 17 sredin, v katerih gojijo ženski nogomet. Naša krovna organizacija si prizadeva, da bi ga do leta 2020 igrali v vseh regijah. Dogodki v okviru akcije Živi svoje sanje so namenjeni dekletam in ženam vseh starosti, v prvi vrsti pa so spodbuda za najmlajše, ki lahko tu naredijo prve nogometne korake. Rada igram nogomet, zato ker je zabaven, se zelo dobro razumemo v klubu in zelo so mi všeč treningi. Zelo rada športam in sem zelo vesela, ker igram nogomet. Interes je vedno večji, ker tudi v primerjavi takrat, kadar sem jaz začela igrati, je bilo tako dosti neobičajno, če je punca rekla, da igra nogomet. Danes je to že veliko bolj običajno, čeprav še vedno bi radi imeli veliko večjo številko, ki jo imamo trenutno. Pa je huda konkurenca ostalih športov? Ja, ne vem, jaz mislim, da je. Sploh tukaj v Ljubljani, tudi odbojka pa rokomet, ampak glede na to, da je vedno večje število punc tudi v nogometu, me to ful veselino. Se mi zdi, da je veliko bolj za mlade punčke, da imajo žensko v vlogi trenerke, zaradi tega, ker so to tudi navajene že iz šole, ponavadi je učiteljica in se punčke z njo veliko bolj povežejo kot fantje. Je pa res, da pač trenerk primanjkuje, kot sem že prej povedala, in bi bilo fajn to številko dosti povečati. Za še večjo popularnost ženskega nogometa verjetno manjka rangu primerna globalna zvezdnica, kakršni so v moškem nogometu Messi, Ronaldo, Neymar, Oblak in drugi. Ja, zvezdnice sigurno so. Tukaj je Marta, tukaj je veliko nemških igralk, ki igrajo tudi v ameriški profesionalni ligi, ampak še vseeno, moški nogomet je toliko, bomo rekli, medijsko dostopen, da tudi te punce imajo bolj kot ne moškega vzornika. Kateri je boljši nogometaš, Ronaldo ali Messi? Messi. Ronaldo. Messi. Zakaj pa? Ja, zato, ker je pač boljši, ne? Zato, ker ima zelo veliko moči in je zelo dober nogometaš. Zato, ker se tudi obrambo vrača veliko golov, da Ronaldo mi pa ne to všeč, zato ker je samo sprejeti, pa da je sam gole. Ronaldo ni v pravem klubu. Ja, nekaj bi bilo bolje prišel v Barcelona. Čeprav od Messi je pa še boljši Neymara, ne? Točno tako. Tako je, ja. Tako da. Kateri pa lepši? Je pa Ronaldo lepši. Ja. Ampak najlepši pa Neymar. Se strinjam. Ni kaj, nogometne debate so pač enake v moški in ženski družbi. Sicer pa prav vsi velemojstri so bili seveda nekoč na takšnem začetku. Neznan obraz v množici nadebudnih otrok z nogometno žogo. Prostora je dovolj za vse, ki bi radi šli po njihovi poti. Važno je le slediti vodilu, ki ga lahko strnemo v 3 preproste besede. Rada igram nogomet. Rada igram nogomet. Rada igram nogomet.